kakšna so bila v bistvu pričakovanja iz lani na leto? Si mislila, da bo takšna rast, glede na recimo rast ostalih dogodkov? Mofogon je recimo precej zrastel decembra in tudi Umiko smo se en mesec nazaj pogovarjali z Evo, naprimer iz leta Umiko v leto. je ful zrastel. 40-50%. Vsi zdaj čakajo zunaj, ko bi nikoli prinesel. Si mogoče pričakovala takšen razprodan event? Priznam, da sem mogoče napako naredila, da nisem več preverjala, kako je bilo na Umiku. Zaradi tega, ker vseeno Makon je bil večinoma bolj obiskan kot NMN, tudi zato, ker je bil brezplačen. NMN že od drugega leta ni več brezplačen, Makon je bil šele lani prvič plačljiv. In se že tukaj vidi precejšnja razlika, da so pri nam prišli obiskovalci za več ur, medtem ko tam so imeli pa res veliko, bom rekla, teh hitrih obiskov, ko pač prideš, pogledaš in greš. Speedrun ali so Tako. Zanimivo. To smo pred leti že dosti primerjali, zakaj res mi nismo znali tega prebiti, potem ko pri njih se jih je pa toliko obrnilo, ampak smo videli, da je tukaj bila ta finančna finančni del malo drugačen. Tako da to, pa v decembru je precej manj dogodkov, to pa tudi. Mi smo imeli september, ker je, ko se ponovadi prejšnja leta smo imeli NMN septembra, kar je pomenilo, da tudi smo izgubili kdaj kakšne ljudi, ko so še bili na dopustih, pa šola se je začela. In naprimer eno leto nas je zelo udarilo nazaj, zato ker smo imeli na delovno soboto. To je bilo 2019, mi zvemo 3 tedne pred tem, da je delovna sobota, ker nam je dobesedno zmanjkal cel mladina do 18, nam je zmanjkala do enih popoldan. Ob enih se je začel NMN filat. A veš, ne veš ti prej tega, zdaj se preverjamo, zdaj smo se do to naučili preverjati. Šolski koledar. Imate nekoga v javni upravi, včasih preverjamo koledar javni. V resnici kot datum določimo, zdaj res pogledamo, ker je že zmeri za naslednje leto napovedano, tako da vemo, ampak takrat pač ni noben na to.